Pred zadnjo skupščino Ilirija d.d., ki je bila 12. oktobra 2007, so se na nas obrnili številni mali delničarji, ker so bili mnenja, da je ponujena odpravnina 25 evrov ob izključitvi malih delničarjev občutno prenizka. Zato smo v VZMD po pooblastilu malega delničarja Ilirije d.d. Milana Hozjana in ob sodelovanju uglednih zunanjih sodelavcev, ki so pooblaščeni za revizije in cenitve, pregledali materijale za skupščino in pripravili vprašanja za cenilce in upravo združbe. Po pregledu dokumentov so naši cenilci ugotovili, da je prišlo do številnih nepravilnosti pri cenitvi družbe Ilirija d.d. Prvič, pri cenitvi družbe poleg diskontirane metode niso upoštevali tudi likvidacijske metode, kar bi dvignilo vrednost delnice. Drugič, vrednost zemljišča so vrednotili po knjigovodski in ne po tržni ceni, ker naj bi se vsa proizvodnja dejavnost v roku enega leta preselila na drugo lokacijo in bo po vsej verjetnosti zemljišče tovarne namenjeno stanovanjski gradnji, bi morali ob cenitvi zemljišča upoštevati tržno ceno, ki pa se je v zadnjih 10 letih vsaj potrojila. Tretjič, cenilec ni vključil vpliva poslovanja ostalih odvisnih družb v tujini. Četrtič, davčna stopnja, ki jo je cenilec upošteval v svojih obrazložitvah in izračunu diskontiranih denarnih donosov, ni v skladu z dejanskimi možnostmi družbe, saj ima družba kumulirano davčno izgubo, to pa bo lahko seveda koristila v prihodnjih letih. Petič, ob določitvi knjigovodske vrednosti delnice, približno 67 evrov, so upoštevali tudi lastne delnice, za kar pa vsekakor nimajo pravic. Ob neupoštevanju lastnih delnic se cena zviša na 93,94 evra. In ne nazadnje, po delničarskem sporazumu, kateremu se je pridružilo 100 malih delničarjev Ilirije d.d., ki imajo v lasti 3,2% skupnega kapitala, je na sestanku z večinskim lastnikom Mirom Rozmanom in ob prisotnosti direktorja uprave gospoda Petroviča, ki je zet gospoda Rozmana, VZMD predlagal izvensodno poravnavo v višini 50 evrov za delnico, za katero strani večinskega lastnika ni bilo posluha. VZMD je ob sodelovanju male delničarke poskrbel za vložitev zahteve za sodno preveritev primernosti denarne odpravnine, zato bo o zadevi odločalo sodišče.